bistvu naši angeli imajo pač cel pogled v naše življenje. Oni vidijo nas na točki, kjer mi smo, vidijo našo preteklost, pa ne samo naše sedanje življenje, oni vidijo vsa naša pretekla življenja, vidijo našo dušo, v smislu, iz kje prihajamo, kdo smo mi sploh, kakšni so naši darovi in vidijo našo prihodnost, vidijo, kam se bomo razvijali, vidijo, kaj so najboljše poti za nas, vidijo našo dušno pogodbo, kaj nam je namenjeno za to življenje. Če si na točki v življenju, kjer si res želiš malo več odgovorov na vprašanja, ki si jih postavljaš, če želiš biti bolj voden, potem si danes na pravem mestu, zato ker danes bom dejansko govorila o tem, kaj naj bo tvoj naslednji korak, oziroma kaj lahko storiš, da se tvoja povezava z angeli še okrepi. Življenje samo me je treniralo vsak dan znova, da sem vsak dan boljša v svojem stiku z angeli, In če sem jaz na začetku samo prosila angele, da mi dajo kakšno znamenje in sporočilo, da so z mano in da bo vse v redu, sem danes na tej točki, ko lahko dobim odgovor na čisto vsako svoje vprašanje. Zakaj? Zato, ker znam vzpostaviti stik z angeli, znam priti do pravega nivoja, dimenzije, kjer so vsi odgovori, vsa sporočila. In če pogledam sebe, kjer sem danes. In ena velika razlika je dejansko v tem, da sem danes veliko bolj pomirjena, veliko bolj v toku z življenjem živim, malo manj sem negotova, oziroma sploh nisem več negotova, Ni več toliko strahov in dvomov, kaj bo, kako se bodo situacije v mojem življenju razrešile, ampak dejansko, ker vem, da imam stik z angeli, ker vem, kaj moram narediti, da pridem do odgovorov, se hitrejše razrešijo problemi, ki jih imam, In potem sem res pred nekaj leti se odločila, da bom to moje znanje, to, kar sama znam, to tehniko, ki sem jo sama izpila, dejansko delila z vami, In sem začela učiti tečaj Celestial Inspiration, in to je moj avtorski tečaj, na katerem ti v bistvu predam mojo tehniko, kako pridem do zavesti angelov in sem pač medij. In dejansko ta tečaj Celestial Inspiration je kakor moj otroček, če sem čisto iskrena, je dejansko najbolj res dodelana tehnika, ki sem jo izpila, zato ker sama pač potrebujem zelo dobro tehniko, da sem lahko medij, da lahko pridem do konkretnih odgovorov zase, tudi za vas, ki ste pač udeleženci mojih dogodkov. In sem pač si dala namen v življenju, da bom se natrenirala v tem, kako je biti najbolj čist in natančen medij. In sem trenirala to in sem vadila mojo povezavo in sem dejansko prišla do tega, da sem ustvarila tečaj, na katerem jaz predam ne samo mojo tehniko povezave z duhovnim svetom, kako korak za korakom tudi ti lahko vzpostaviš stik z angeli, ampak ti predam pravzaprav program, kjer če mu slediš, te pripelje iz te točke, kjer si danes, na točko, kjer si prav tako pretočen in prav tako slišiš sporočila svojih angelov. In ne samo, da imaš dostop do vseh odgovorov na svoje vprašanja, drugačno življenje začneš živeti. Dejansko začneš živeti življenje v pretoku, v večji radosti, v večji pomirjenosti, v večjem zaupanju. In danes sem v bistvu želela nameniti ta video temu, da vam povem malce več o tem tečaju, se pravi, da vam povem, za koga ta tečaj je, da vidiš, če je to zate, da ti predstavim, kaj se bomo na tečaju učili, kaj ti bo to znanje pravzaprav v življenju pomagalo, in da ti v bistvu odgovorim na vsa vprašanja, ki jih imaš glede tega tečaja, oziroma ki te zanimajo glede tega, kako imeti stik z angeli, Odgovor na vprašanje, ali lahko vsak to zmore, se pravi, ali lahko vsak, ki se odloči navezati stik z angeli, lahko vzpostavi stik z angeli, da prejme jasno sporočila angelov. In moj odgovor je, ja, vsak to zmore. Ker dejansko nobene razlike ni med mano pa med tabo, da bi jaz imela neko posebno super moč, da bi bila jaz neka Wonder Woman, ko ima neke dodatno opremo,
kakor pri avtomobilih, ne, da sem jaz pač prišla z dodatno opremo sem na ta planet. Pač dejansko sem duša, tako kot si ti duša in pač tako kot lahko jaz navežem stik z angeli, tako lahko navežeš stik z angeli pač tudi ti, a ne. In pač gre se za to, a ne, vsak od nas ima seveda svoje poslanstvo, ne, in moje poslanstvo je pač res to, da sem medij in da ta sporočila delim z vami, da dvigujem zavest ljudi, da navdihujem, da prinašam jasnost, odgovore, pač jaz res čutim, da je to moje poslanstvo in jaz res uživam v tem, da sem medij, ne, da ustvarjam dogodke, da vas dvigujem in tako jaz res uživam v tem. In pač jaz vem, da je to pač moje poslanstvo, a ne. Ampak gre za to, a ne, da kljub temu, da je to moje poslanstvo, pač ravno zaradi tega, ker je to moje poslanstvo, sem jaz moje življenje namenila temu, da dejansko trenirajo mojo povezavo, a ne. In zato sem jaz pač toliko dobra tudi v tem biti medij, zaradi tega, ker sem se pač odločila, da bom to počela, a ne. In v bistvu že aktivno 10 let delam na tem, da sem dober medij, a ne. Če bi jaz zadnjih 10 let aktivno delala na tem, da bi brcala žogo in bi igrala nogomet, recimo, ne, bi verjetno bila danes tudi veliko boljša v nogometu, kakor pač sem, a ne. Se pravi, gre dejansko za to, da pač vsi imamo to sposobnost, ker to je pač duhovni dar, to je dar vsake duše, to je duhovni dar, a ne. Ampak gre se za to, a mu posvetiš svojo pozornost, a se ukvarjaš z njim, a ne. In mogoče pač ni moje poslanstvo biti nogometaš, verjetno ni, ne, zato ker ne uživam toliko v nogometu, ampak če bi pa uživala v nogometu in če bi mi bilo to zelo pomembno, a ne, in če bi temu posvetila svoj čas, bi definitivno bila zelo dobra v tem, a ne. Tako da v bistvu imeti povezavo z angeli je naša osnovna danost, ne, to pač vsem nam je dano. Ni to nekaj posebenega, ne, ampak je dejansko to sposobnost čisto vsake osebe. Gre se pa za to, če si ti želiš imeti boljši stik z angeli, pač moraš malo več trenirati na tem, a ne. Tako kot če hočeš biti boljši v katerikoli drugi dejavnosti. Pač karkoli si želiš biti boljši, pač moraš trenirati, vaja dela mojstra, a ne, in tako je pač pri vseh stvareh. In recimo sama sem pred leti se zelo navdušila nad presnimi sladicami in takrat sem šla na vse mogoče tečaje za presne sladice, kupila vse mogoče knjige in jaz sem pač res se predala temu in sem tako 2-3 leta ful delala na teh presnih sladicah in na vsakem rojstnem dnevu sem jaz spekla, oziroma ne spekla, pač naredila tortico in pač prve moje tortice so bile take boge, da so kar propadle tam, predno smo jih postregali, so se kar zlile čez rob in so bile res, o moj bog, res niso bile ne za pogledat, ne za nič. Ampak pa sem se pač odločila, da se bom temu malo bolj predala in posvetila in potem sem si kupila knjigice in sem šla na kakšen tečaj in sem se naučila forne in sem se naučila trikov, kako naj jaz pač naredim, da bo moja presna tortica boljša. In pač sem izmojstrila presne tortice, a ne. Zdaj pri vsaki stvari pač je tako, da pač če nam je ena stvar draga, dragocena, da si jo želimo, pač tej stvari namenimo svoj čas, a ne. No in enako je pač pri povezavi z angeli. Lahko pač ostaneš na točki, kjer si in se zanašaš na znamenja in pač si vesel vsakega znamenja, ki ga angelčki pošljejo in sama sem še vedno zelo vesela vsakega znamenja, ki ga dobim, ampak če sem čisto iskrena, pač imam veliko rajš, a ne, da dobim odgovore na svoje vprašanja, ne samo, da vidim pero na tleh, a ne. In v bistvu, če si na točki v življenju, kjer želiš več kot znamenja, kjer ti je lepo, da dobiš znamenje, ampak si želiš razumeti, kaj ta znamenja pomenijo, in si dejansko želiš biti boljši v vodenju svojega življenja. Se pravi, pač vsak izmed nas je dejansko kreator svoje realnosti, a ne, in če si želiš biti boljši v tem smislu, da želiš bolj vedeti, kdaj narediti kakšen korak, če se želiš bolj razumeti v svojih odnosih, bolj razumeti, zakaj je neka oseba v tvojem življenju, če dejansko želiš videti širšo sliko svoje poti, zakaj si tukaj, svoje poslanstvo, če dejansko želiš da res polno živeti to svojo izkušnjo tega življenja, potem pa je to, da vzpostaviš stik z angeli, pač
tvoj naslednji korak, mora biti tvoj naslednji korak in pač ne samo, da se zanašaš na znamenja in rečeš, angelčki, pomagajte mi, ampak da začneš trenirati svojo povezavo, a ne. In ko začneš trenirati svojo povezavo, kar se zgodi, je tako kot pri vsaki stvari, ko začneš trenirati pač neko veščino, postaneš pač boljši, a ne. No in sama sem v preteklih letih, ko ste me prosili, da bi vi tudi to radi znali, sem pač se odločila, da bom jaz napisala moje znanje, da bom dala dol v priročnik pač vaje, ki sem jih jaz delala, pač informacije, ki jih oseba, ki želi odpreti svojo povezavo z angeli bolj, ki jih pač mora vedeti, a ne. In sem v bistvu naredila ta moj tečaj Celestial Inspiration, ki je dobesedno, pač kaj pomeni Celestial Inspiration? Pomeni božanski navdih, a ne, pomeni dejansko informacija izvira, božanske informacije, a ne, ki pa nam seveda tukaj na planetu Zemlja v našem življenju pridejo zelo prav, a ne. In v bistvu naši angeli imajo pač cel pogled v naše življenje. Oni vidijo nas na točki, kjer mi smo, vidijo našo preteklost, pa ne samo našo sedanje življenje, oni vidijo vsa naša pretekla življenja, vidijo našo dušo, v smislu, iz kje prihajamo, kdo smo mi sploh, kakšni so naši darovi in vidijo našo prihodnost, vidijo, kam se bomo razvijali, vidijo, kaj so najboljše poti za nas, vidijo našo dušno pogodbo, kaj nam je namenjeno za to življenje. Se pravi, naši angeli, bom rekla, gledajo dol v naše življenje in vidijo vse, a ne. In pač včasih v življenju tudi mi potrebujemo ta pogled. Tudi mi rabimo videti širšo sliko svojega življenja, a ne. In takrat pač potrebuješ znati navezati stik z angeli, zato da ti oni povejo jasnost, kaj se dogaja tukaj, kjer si, mogoče kakšno razlago za nazaj, da boš lažje sprejel situacijo, v kateri si in usmeritve za naprej. In to nam pač naši angeli oziroma vsi naši duhovni vodniki dejansko omogočijo. Se pravi, da ko se mi povežemo z njimi, mi dobimo isti pogled, kot ga vidijo oni. Se pravi, mi vidimo svojo celo življenje, sliko širšo in dobimo več razumevanja. No in pač sama sem v svojem pač življenju medija pač pogruntala, da določene stvari ti res pomagajo, da si bolj pretočen, da energija bolj teče, da si bolj odprt za ta sporočila. In jaz sem dejansko sestavila pač ta tečaj, v katerem jaz predam v bistvu ključne informacije, kaj potrebuješ narediti, da bo tvoj stik z angeli boljši. Se pravi, če gremo kar konkretno, a ne. Prvo, kar ti predam na samem tečaju, je razumevanje, od kje tvoja duša sploh prihaja. Se pravi, iz kje si in s kakšnim namenom si prišel na planet Zemlja, izveš pravzaprav svojo zgodbo, kako je tvoja duša prišla na planet, kako je ustvarila dušno pogodbo. Skratka, razložim ti na nek način tvojo zgodbo življenja, zato da ti razumeš, od kje prihajaš, kakšen je tvoj namen, zakaj si tukaj in kaj si pravzaprav prišel sem početi, da razumeš svoje odnose, da razumeš pač dejansko, da veš, zakaj si tukaj in kaj pač počni v svojem življenju, a ne, neko širšo zgodbo. Potem ti predam zavest, kdo sploh je v duhovnem svetu, se pravi, s kom se lahko povežeš, da razumeš, a obstajajo različne hierarhije angelov, pa a obstajajo drugi duhovni vodniki, do katerih lahko pridem. Skratka, celo, bom rekla, božanski svet ti predstavim. Najprej ti predstavim, kdo si ti in kaj so tvoji darovi, in potem gremo pogledati, če v bistvu, kdo pa je zgoraj, ne, s kom pa se mi sploh lahko povežemo, a ne. In to je v bistvu naše prvo potovanje na tečaju, da sploh odkrijemo zgodbo naše duše in s kom se mi lahko povežemo. In govorimo o preteklih življenjih in govorimo o karmi, o dušnem poslanstvu, o tvoji dušni pogodbi, o tvoji usodi, skratka, vseh teh stvari govorimo. No in potem to je pač prvi del, kar potrebujemo vedeti, zato da smo sploh vemo, s kom se pogovarjamo, a ne. No in potem v drugem delu, kar naredimo, je, da vam predam znanje, katere energetske centre mi sploh imamo na telesu. Se pravi, poznamo 7 čaker, ne, to večina med nami pozna, ampak obstajajo še drugi energetski centri, ki so izjemno pomembni, da jih mi razumemo in poznamo. In v bistvu na tečaju ti razložim vse te energetske centre in ti dejansko pokažem, kaj senzitivna oseba, kar mi smo, pač tudi ti si izjemno senzitivna oseba, potrebuje v svojem življenju redno početi, da svojo senzitivnost neguje.
In jaz sem dejansko pač izjemno senzitivna oseba in jaz sem odkrila recepte, kako je potrebno živeti, da tebe ne izčrpajo ljudje, da tebe situacije ne izčrpajo, da te ne izčrpa, ko greš v nakupovalni center, da te ne izčrpa, ko si z nekim družinskim članom, ki te vedno dol potisne. Se pravi, se naučimo na tečaju ustvarjati različne energetske zaščite, delati razne tehnike, ki nam pomagajo, da so vse naše energije tečejo, da smo mi dobri, ne glede na to, pač, kje se nahajamo. In zatem na tečaju gremo en korak naprej in sicer začnemo trenirati svoje kanale, svoje supermoči. In ugotoviš, na tečaju ti bom povedala, ali si jasnoviden, jasnoveden, jasnočuten, jasnoslišen, kaj je tvoja supermoč. In ti bom v bistvu za vsak ta kanal, za vsako to supermoč ti bom dala dodatne vaje, kaj lahko počneš in tudi skupaj bomo te vaje delali, da ta svoj kanal, ki ga želiš okrepiti, pač bolj natreniraš in bolj okrepiš. Vsak med nami ima 2 kanala bolj močna. Sama sem imela jasnočutnost in jasnoslišnost, prva darova, ki sta bila odprta. Ampak sem potem, ker sem želela tudi biti jasnovidna in sem želela biti jasnovedna, sem jaz dejansko začela delati vaje in sem začela krepiti moje ostale kanale. In zdaj sem vse, zdaj vidim, slišim, čutim, vem, skratka, vsi moji kanali so odprti. In tudi ti imaš to sposobnost in tudi ti imaš ta dar, samo pač je dobro, da veš, da ti en pove, kaj početi, da postaneš bolj pretočen, da energija bolj teče, da se bolj tvoji kanali odprejo. No in v bistvu na tečaju Celestial Inspiration ti povem, kaj je tvoja sposobnost v smislu, a si jasnoviden, a si jasnoveden, a si jasnoslišen, a si jasnočuten in delamo skupaj vaje, da se posamezni kanal bolj odpre. Potem pa pride tisti najbolj sladki in najboljši del in sicer povem ti konkretno, korak za korakom, kako se jaz povežem z angeli. Korak za korakom tehniko ti predam, brez skrivanja, tako kot to jaz počnem, ko me vidiš na dogodku, da kanaliziram. Jaz sem res odprta knjiga. Jaz na tečaju povem vse, tudi kakšne moje osebne zgodbe, takšne, ki jih pač tako kar ne delim, vse ti povem. Pač zato, ker predam ti moje znanje, to, kar jaz vem, zato, ker pač želim ti to predati, želim, da ti veš, da znaš, da se odpreš za ta duhovni svet. In te v bistvu naučim moje tehnike, Celestial Inspiration, kako se dvigneš po svojih energetskih centrih v zavest angelov in kako v bistvu res dosežeš nivo angelov, ker duhovni svet ima več nivojev in mi moramo vedeti, do katerega nivoja moramo priti, zato da lahko dobimo res konkretne odgovore. Ker mi velikokrat rečemo, saj sem intuitiven, saj kar dobim tako ene misli. V redu, ampak odkje so te misli? Ni nujno, da so te misli, ki lebdijo okrog tebe, vedno najbolj čiste, vedno najboljše zate. In v tej tehniki, moji tehniki Celestial Inspiration, te jaz popeljem do tistega nivoja, kjer je vsa zavest in resnica, ki jo ti potrebuješ. Se pravi, kjer so res odgovori, tisti na vsa vprašanja dobiš odgovore. In v bistvu skupaj natreniramo in potem skupaj vadimo. In tukaj pride najboljši del. Tukaj pride res najboljši del, zaradi tega, ker potem najprej naredimo tako, da vam jaz to tehniko jo natreniramo, se naučimo, vas jaz vodim, zato ker na začetku potrebuješ, da ti en pomaga priti gor in tudi sama na tečaju grem s tabo v ta kanal, zato da ti držim prostor, da ti držim energijo, zato da ti je lažji. No in potem pač gremo gor v stik z angeli in začnemo poslušati, kakšna sporočila prihajajo in te naučim, kako lahko slišiš sporočila, kako lahko veš sporočila, kako lahko vidiš sporočila, kako lahko čutiš sporočila in ti v bistvu za vsak ta kanal posebej predam določene usmeritve. In potem mi začnemo kanalizirati. Dobesedno te naučim kanalizirati, kako tekoče kot medij kanaliziraš sporočila. In potem to treniramo. In kanaliziramo sporočila za sebe in za soseda in za sošolca tam in drugega sošolca in pa se menjamo med sabo. In v bistvu na tečaju dobiš ti priložnost, da drugi ljudje zate kanalizirajo. Se pravi, da dejansko ti dobiš odgovor na svoje vprašanja. No in v bistvu ful lepa stvar na tečaju je dejansko to, da na tečaju vam jaz, pač poleg tega, da vam se naučimo in vam pokažem, kako v bistvu prideš v stik z angeli in dobiš sporočila,
ker moramo to trenirati, ker vaja dela mojstra. Na tečaju mi v parih delamo, in en za drugega kanalizirate, in to pomeni, da jaz vsem mojim tečajnikom rečem, pred tečajem napiši si cel list vprašanj, ki jih imaš. Kaj tebe zanima? Pač to, kar angele sprašuješ, vse to si napiši, zato ker na tečaju boš dobil ta vprašanja odgovorjena, zato ker bomo med sabo kanalizirali. In to imajo moji tečajniki tako najrajš in to je res fajn. In na koncu tečaja so že tako, joj, ne vem več, kjero vprašanje naj postavim, zdaj sem tako že vse vprašal in so ful veseli in potem lahko isto vprašanje postavijo večjim različnim sošolcem in dobijo enake odgovore, a si morate misliti, pač itak, zato ker vsi pridajo do istega vira, vsi se povežejo s tvojimi osebnimi angeli in odgovori so enaki, in je res, res čudovito. Tako da v bistvu ta del je res najboljši in pač sama kot učiteljica, jaz sem res zelo sem predana temu delu in jaz se res posvetim mojim tečajnikom in jim res pomagam, da gredo čez svoje blokade, da v bistvu vsi strahovi, ves tisti ki se vmešava zraven, da ga na tečaju v bistvu, da ga sproščamo, vam dajem vaje, delamo meditacije, jaz za vas kanaliziram sporočila, kanaliziram meditacije, to je res tako močno doživetje. Svoje življenje se bo tako transformiralo, ko boš pustil svoje dvome in sledil svojemu srcu in če te to kliče zdaj, pač je zdaj čas zate, in meni so moji tečajniki velikokrat rekli, Tjaša, mene kliče, ampak ne vem, a je to vredno, a bom pa sploh znal, a ne bo šlo, kaj če bom jaz edini, ki mi ne bo šlo. In jaz vsakmu rečem, sledi klicu in pridi. In čisto vsi so mi do zdaj rekli, da jim je bila to taka življenjska izkušnja in da ne gre se samo za to, kaj se naučiš, gre se za to, da na tečaju se ustvari taka energija in taka magičnost, ker smo vsi med sabo toliko povezani, to se taka prijateljstva sklenejo, moji tečajniki se še zdaj družijo, tako po tečaju imajo še zdaj stike in drug za drugega kanalizirajo in si pomagajo v življenju, pač to je res življenjska izkušnja, to ni samo eno izobraževanje, to je tako duhovno potovanje vase, ko se začneš sestavljati, sam vase se začneš sestavljati in veste, kolikrat mi potem moji tečajniki rečejo, točno prav zdaj sem to potreboval, potreboval sem to, ker sem čutil, da v življenju nekaj potrebujem in ko sem prišel na te tečaje, so se mi začele stvari sestavljati in potem so se jim začele odnosi popravljati, spreminjati, izboljševati in seveda vsak med nami je pač duša na samostojni poti, imamo svoje izzive in tudi sama imam svoje izzive, pa sem že 10 let medij, pa imam že 10 let izjemen stik z angeli, pa to ne pomeni, da jaz ne bom kdaj na tleh, pač seveda bom, zato ker mi bo življenje prineslo novo izkušnjo in nove priložnosti za to, da zrastam v svojem zavedanju, in v bistvu, ampak takrat mi pa potem moj stik z angeli zelo prav pride, zato ker ne rabim se mrcvariti v situaciji, ampak res lahko prej pridem do odgovorov in do jasnosti in si pomagam, Tako da v bistvu ta tečaj je dejansko pripravim te, povem ti zgodbo o tvojem življenju, pripravim te z vajami, z dihalnimi tehnikami, z meditacijami, kako se odpreš, kako si pretočen, kako poskrbiš za svojo senzitivnost in potem ti čisto na koncu za tisto, kako bi rekla, pikico na i, se pa naučimo tega kanaliziranja in v bistvu potem 2 vikenda delamo samo na tem, dejansko delamo samo na tem, kako smo lahko boljši angelski mediji. In čisto na koncu, pač to je tečaj s certifikatom, kar pomeni, da vsi, ki pridete do konca, dobite certifikat, ki vam dejansko omogoča, da potem to delate zase in tudi za druge, Se pravi, tečaj je dejansko namenjen osebi, ki si želi imeti boljši stik z angeli, da bi slišala angele, da bi oseba, ki hoče dejansko biti medij za angelska sporočila. In to vsak med nami je lahko, In v bistvu na koncu tečaja imaš ti orodja, ti znaš to
povezavo vzpostaviti, je pa seveda potem odvisno od tebe, a boš to uporabljal, a ne. Nekateri pridejo na tečaj zaradi izkušnje, zato ker želijo to znanje oziroma to povezavo uporabljati zase in samo sebe kanalizirajo, samo sebi pomagajo in super, ne. Nekateri pač čutijo, da bi radi kanalizirali tudi za druge, za mogoče kakšne bližje, družino. Nekaj ljudi pa pokliče tudi to, da bi želeli biti medij, tako kot sem jaz, za to, da bi drugim ljudem pomagali, a ne, in v bistvu ta tečaj ti tudi to omogoča, ne. Za vse tiste, ki si želite delati to kot delo, v smislu, da bi to postal vaš poklic, pripravljam, v bistvu ustvarjam nadaljevanje tega tečaja, kjer vas bom še dodatno izobrazila v smislu, kako v podjetništvu potem, kako imeti dejansko iz tega posel, kako iz tega dejansko živeti dobro, imeti lepo življenje in v bistvu se predati temu kot tvoji pač poslovni poti, kot tvoji službici, a ne. Komu ta tečaj ni namenjen? Ker ta tečaj pač ni za vse, a ne, niso vse stvari za vse. Ta tečaj v bistvu ni namenjen osebi, ki je dejansko samo še do tega, da naredi eno novo izobraževanje, da dobi nov certifikat in da bo potem njen ego malo bolj potrjen, ali pa oseba, ki dejansko hoče to zato, da bo pridobivala informacije, zato da bo njen ego zadovoljen, a ne. Pač jaz tega ne podpiram, a ne, zaradi tega, ker jaz si pač tega ne želim. Jaz mislim, da je to delo angelskega medija nekaj najčistejšega in oseba, ki gre v to, mora imeti predanost, mora biti čista, dobra, mora imeti integriteto v življenju, in sama moje tečajnike zelo na strogo primam, kar se tiče same etike tega dela, in resnično pač ne odstopam od tega. So določene stvari, ki pač jih kot oseba, ki je medij, moraš upoštevati in spoštovati in pač to je tako čisto delo, tako močno delo, s tem, ko si ti angelski medij, si ti pravzaprav, kako bi sploh povedala to, v bistvu imaš dostop do takih informacij, do takih čistih informacij, da dejansko lahko prideš do vseh odgovorov. A veste, koliko je to močno? Do vseh odgovorov lahko prideš in v bistvu moraš biti zelo čist, da lahko to opravljaš, a ne. Zato v bistvu kdor hoče to imeti, zato da bo kot vedeževalka napovedoval prihodnost in kontroliral, kaj drugi ljudje počnejo in tralalala, pač to ni zanjga. In ne hodi na tečaj zaradi tega, ker v bistvu bo razočaran, a ne, ker potem ne bo dobil čistih informacij, ker angeli točno vedo, kdo je čist, kdo je odprt, kdo je tam s čisto namero in mu bodo dali vse informacije. Če pa prideš ti iz ega, če pa prideš ti iz v bistvu iz željo po kontroli, pa ti ne bodo dali informacij, a ne, zato ker pač ta svet je zelo čist, je zelo dober, in ja, pač dobiš, ko dobiš lahko res zelo, zelo globoke informacije, a ne. Tako da v bistvu jaz sama sem izjemno hvaležna, zdaj, ko gledam nazaj, kakšne čudovite duše so se odzvale v preteklosti, da so prišle k meni na tečaj, s kakšno integriteto zdaj izvajajo to delo oziroma za sebe ali pa za druge. In vidim, ko gledam moje tečajnike, s katerimi imam stik, vidim, da so se v bistvu njihova življenja tako izboljšala, res. Postali so bolj zavestni, kot na nek način malo duhovno odrastaš, a ne, ko narediš ta tečaj, v bistvu vidiš, spoznaš svojo vlogo v tem svetu, no, če sem čisto iskrena. Pač ta tečaj, če povemo v splošnem, kaj te nauči, nauči te, kako se ti povežeš z angeli in dobiš odgovore na svoje vprašanja. In ko dobiš te odgovore, tebi to v življenju pomaga, da si lahko v vsaki življenjski situaciji veš, kaj izbrati, si bolj pomirjen, te potolažijo, ko to potrebuješ. Je samo to, da se povežeš z njimi, te pozdravi, dobesedno te pozdravi. Jaz sem imela danes začetek dneva zelo, zelo težek dan, in sem se povezala z angeli samo zato, da so me pomirili, da so me potolažili, da so mi dali to lepo energijo, da sem se potem sestavila, a ne, in v bistvu to, da znaš, to je, pač to presega angelske karte, to presega znamenja, to presega bajalico ali karkoli, to je tako, to je dobesedno, moji tečajniki so rekli, pa to imaš hitrejše informacije, kakor na Googlu, a ne?
dobiš prej pa bolj natančne informacije in res. Tako da pač en moj tečajnik, recimo, on dejansko kanalizira znanje o tem, kako je vesolje sestavljeno, a ne, in v bistvu se je čist v to vrgel in njemu je zdaj to, on take informacije dol prenese, da je to prav noro, a ne. Recimo ena moja druga tečajnica je zelo blizu nutricionizem, prehrana, a ne, in ona se je dejansko temu posvetila in ona dobi dol informacije vse o tem, kaj telo potrebuje in ona dejansko svetuje ljudem in pomaga jim s tem, ker dobi takšne čiste informacije, a ne. Moji tečajniki so pa po poklicu, ne, so pa vse sorte, ne. Smo imeli že zdravnike, pa odvetnike, pa medicinske sestre, pa podjetnike, pa mamice, ki so doma in vzgajajo otroke in jim je to v bistvu njihovo poslanstvo. Tako res neverjetno, vse žive poklice smo imeli, zdravilce, maserje, life coache, dejansko ni, da ni in vsak je najdu v sebi na tem tečaju nadaljevanje svojega poslanstva, dobesedno še nek napredek tega, kar je v bistvu že prej počel. Nekateri, ki pa niso še čutili, kaj je njihovo poslanstvo, se jim je pa dejansko ta tečaj pomagal, da so ga lažje odkrili kasneje, ne? Da so lažje šli na svojo pravo pot. Lili postavlja zelo dobro vprašanje, če sem se kdaj povezala tudi z Jezusom. Ja, sem, dejansko to so vse vnebovzeti mojstri, duhovni vodniki, teh energij ni, da ni, tega je zelo veliko in vsak ima svojo energijo. In ja, meni je tako lepo res, ker s tem, ko enkrat znaš vzpostaviti ta stik z angeli, imaš dejansko dostop do ne samo informacij, ampak do najčistejših in najbolj zdravilnih energij, ne. Tako da, ja, pač ta tečaj je zato življenjska izkušnja, ne, to ni nekaj samo tako šolskega, da sediš in je predavanje, ampak je dejansko tečaj in moji tečajniki pridejo utrujeni iz tega tečaja in zato je tečaj razdeljen, 3 vikende traja in je na 14 dni na vikende, zato ker se morate dobesedno odpočiti, ker je dejansko to je res močen proces, a ne. Ampak jaz vas vodim, jaz vam vse trike povem, vam povem, kaj morate delati, če vas kaj glava boli, pa vam piska v ušesih, pa vse sorte. Tako da jaz tudi včasih po koncu tečaja moje tečajnike dam na tla in jih zmasiram. Tudi to sem že delala. Pač ja, evo, pomagam vam, dam vam celo sebe takrat tiste 3 vikende, da res vzpostavimo stik z angeli in da energija steče, da sporočila stečejo. Ampak vam moram pa iskreno povedati, a ne, pač ta tečaj ti da znanje. Na koncu je pa na tebi, a boš ti to uporabljal, a ne, in pač večina mojih tečajnikov potem pridno, redno kanalizira in so noter, ne, in zato, ker so noter, so dobri v tem. Nekateri pač pa so nehali kanalizirati, so zadnjič kanalizirali na zadnjem dnevu tečaja in potem pač se je življenje zgodilo in marsikaj je pa šlo vmes in potem niso več kanalizirali. In potem je tako kot pri vsaki stvari, zdiš se malo okoren, nimaš občutka, da ti bo dobro šlo, a ne, in pa kar malo, mogoče pa danes ne bi, kaj pa če mi ne bo šlo, pa si probo, pa ti mogoče ni najbolj šlo in pa kar obupaš, ne. Pač to je pa potem na tebi, ne, a boš ti to uporabljal ali ne boš uporabljal in pač tako kot vsaka stvar, trening, ne. Jaz vidim iz mojih bivših tečajnikov, da se da, jaz vidim osebe, ki pridejo na tečaj in v prvič, ko se povežemo, vidijo samo eno znamenje in nimajo pojma, kaj to znamenje pomeni. Do konca tečaja dobivajo več sporočil, čez 1 leto kanalizirajo pa tako, kakor da bi meni tlele pipo odprl in bi začel dol teči. A veste, ne, gre za to, da smo na različnih stopnjah v življenju, a ne, in nekaterim bo takoj stekali in jim bo šlo ful dobro že od samega začetka, nekateri bomo rabili malo več časa, ampak čisto vsem potem steče, ko se temu predamo in namenimo temu svoj čas. No in na koncu tečaja dobite pa domačo nalogo in sicer, da morate po tečaju za 7 različnih ljudi kanalizirati sporočila. Lahko so to tvoji domači, prijateljice, ni važno. Zakaj? Zato, ker ravno to vam želim, da ne bi nehali kanalizirati na tečaju. Zato, ker je škoda, da nameniš svoj čas, svoj denar, svojo energijo, da to treniraš, potem greš pa domov, pa nič iz tega ne narediš in padeš ven, a ne. Zato imate domačo nalogo na koncu, da se 7 različnih ljudi skanalizirate sporočila,
in potem pridete nazaj in imamo zaključno srečanje, kjer je tudi podelitev certifikatov, in na tem zaključnem srečanju mi lahko postavite še kakšno vprašanje, gremo še čez kakšno dilemo, ampak dejansko običajno na tem zaključnem srečanju vam že toliko šibajo stvari, da ste v bistvu ful veseli, da ste teh 7 vaj naredili, in potem imamo podelitev, svečano podelitev certifikatov, dobiš certifikat, da si dejansko pač certificiran angelski medij in da lahko kanaliziraš zase, za druge. Sanja sprašuje, s katerim nadangelom ali angelom največkrat kanaliziraš ali komuniciraš. Tako bom rekla, največkrat se jaz za sebe povežem z mojimi osebnimi angeli, zato ker imajo največ odgovorov za mene. Naši osebni angeli vejo največ o nas in zato tudi mi na tečaju največ se povezujemo z osebnimi angeli. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker v bistvu tvoji osebni angeli imajo tako celo zavest o tebi in vse vejo o tebi, in si potem dejansko največ lahko s tem pomagaš. Drugače pa jaz kanaliziram veliko različnih duhovnih vodnikov. Bom povedala moje najljubše, trenutno so moje najljubši. Poleg mojih osebnih angelov, jaz noro rada kanaliziram boginjo Afrodito za ženske, to je tako ženska energija in zelo rada z njo kanaliziram, ker prinaša to zavest ženskosti in je super za odnose, je super. Potem zelo rada kanaliziram boginjo Lakšmi, ki je za obilje, ali pa boginjo Abundancijo, ki je prav tako za obilje, ki ide v poslovnem smislu, recimo jaz vedno, ko dam kakšno stvar ven, kakšno delavnico, kakšen dogodek, jaz se vedno povežem z mojimi duhovnimi vodniki in oni mi povejo, najboljši datumi za delavnico so te pa te pa te pa te in noben moj dogodek ni naključje. Vedno dam na najmočnejši dan, zato da bo tudi najmočnejše za vas, In tudi letos za tečaj Celestial Inspiration sem rekla, duhovni vodniki, povejte mi, kateri vikendi v tej jeseni bodo zelo močni, zato da bodo ljudi podprli, da bodo lažje navezali stik z angeli in sem mi dali te datume, zato imamo te datume. Torej, jaz zelo pogosto pač uporabljam duhovno vodstvo, za vse stvari, zelo praktične odgovore dobimo. Potem pa zelo rada kanaliziram tudi, zdaj sem pa postavila, duhovnega vodnika, Ori, krasen duhovni vodnik, noro zabaven in zelo rada ga kanaliziram. Vsak ima nekaj svojega, neko svojo zavest, neko svojo energijo, posebno drugačno in je ful fajn. Klavdija sprašuje, če so osebni angeli varuhi. Ja. Sergej sprašuje, moraš vedno vedeti, koga hočeš kanalizirati. V bistvu je tako, da jaz vas vabim, da vedno začnete kanalizirati osebne angele druge osebe, zaradi tega, da se naučite tega. Kasneje pa lahko kanaliziraš kogarkoli, se dejansko lahko povežeš s komorkoli, in jaz velikrat dovolim, vam povem čisto, jaz velikrat rečem, jaz želim to informacijo, pride tisti vodnik, ki je pravi, da mi to pove. Tako da ni nujno, da v bistvu pač poveš, s kom se povežeš, Ampak to so potem, to moraš biti že, bom rekla, moraš biti že dober, da v bistvu ti to potem steče. Na začetku je pa pomembno, da veš, s kom se povezuješ, zato da greš tja, z namero, da greš tja. Saša pravi, ali tudi kdaj odkloniš stranko, če čutiš, da ni okej. V bistvu, oziroma ne, jaz ne odklonim stranke, ampak jaz nekaj drugega naredim. Kar jaz naredim je dejansko to, da dam zelo močno namero, kakšne ljudi želim, da me najdejo, s kakšnimi ljudmi se želim povezati in za koga sem jaz tukaj. In potem se dejansko te ljudje odzovejo, taki ljudje pridejo k meni. Sem imela včasih že tudi kakšno izkušnjo nekoga, ki dejansko ni energija stekla, ni bil primeren, ampak vam bom nekaj povedala. Ko enkrat greš v ta kanal, ko si medij, ti se ne ukvarjaš s tem, kakšna oseba je zraven tebe, ker vsak človek ima osebne angele in ti se lahko z vsakimi angeli povežeš. In kar storiš, je dejansko to, da greš v zavest njegovih angelov in jaz potem, ko kanaliziram za to osebo, tudi če je meni neprijetna ali pa recimo, da meni osebno ne paše, imava drugačne nazore v življenju ali karkoli, ne bova najboljše prijateljice, ampak ko jaz kanaliziram za to osebo, na koncu sem jaz čisto zaljubljena v te ljudi, ki hodijo k meni, res, jaz vas imam prav rada, zato ker jaz čutim vašo energijo, tisto pravo dušno energijo, ne tisto ego, ki tam sedi, ampak tisto pravo dušno energijo in v bistvu, čutim, vidim, sem deležna te lepote, Tako da v bistvu meni osebno
se mi še ni zgodilo, da bi potrebovala koga zavrniti, zato ker dam zelo močno namero, kdo naj me najde, pač za to delo, ampak to lahko pač na drugačen način narediš, se pravi, da ne zavrneš ljudi, ampak da samo stvaraš take pogoje, da te pravi ljudje najdejo. Ok, Klavdija pa sprašuje, ali sprašuješ skozi misli ali na glas. Se pravi, v primeru, da kar se mi naučimo na tečaju je, da kanaliziraš za drugo osebo. In če imaš ti osebo zraven sebe, ta oseba postavlja vprašanja in potem ti kanaliziraš odgovore. Če se zgodi, da je oseba na drugi strani sveta in ti želiš za njo kanalizirati, ta oseba lahko napiše vprašanja in ti v bistvu potem prebereš vprašanje in skanaliziraš. Se pravi, več različnih tehnik je, lahko tudi napišeš, jaz vam vse te tehnike na tečaju razložim in potem vsak najde tisto, ki mu najbolj odgovarja. Sara sprašuje, ali lahko pokojna duša postane osebni vodnik bližnjega? Ja, lahko. Ampak duše pokojnih so drugačni vodniki kot naši duhovni vodniki. To so različne hierarhije, do različnih informacij imajo dostop. Duše umrlih imajo manj informacij kot naši duhovni vodniki. Katja sprašuje, ali je potrebno, da je oseba, za katero kanaliziraš, poleg tebe fizično? Ne, ni potrebno. Sabina, kaj pa, če prosiš nad angele in čutiš mravljince po telesu? To kaj pomeni? Ja, na različne načine čutimo prisotnost duhovnih vodnikov in mravljinci, da ti trzajo učke ali pa da se ti telo trese, pa da si tako mal v takem toku, pa da imaš mogoče rosne oči ali pa da se ti srček mal bolj začne biti ali pa da postane telo malo bolj vroče ali pa hladno. Vse to so znaki, da mi zaznavamo različne vibracije različnih duhovnih vodnikov. In ne boste verjeli, ampak vsak duhovni vodnik je drugačen in nekatere boste čutili kot hladne, druge kot vroče. Tako, na vse na tečaju to vse predelamo, zato da boste bolj razumeli, kdo se dejansko z vami povezuje. Sergeja sprašuje, kako pa veš, da bi mogel priti na tvoj tečaj, kaj pa, če si zelo želimo, pa ne moremo, to pomeni, da nismo pripravljeni še za to. Zdaj tako je, ne? Kdor čuti željo, da je to zanj ta trenutek, to ve. To veš zato, ker te nekaj močno kliče in v bistvu, če si to želiš, boš vse naredil, da boš tam bil. Pač. Boš si zmanifestiral prosti čas, tisti vikend, si boš zmanifestiral obilje, boš dal vesolje namero, se ti bodo stvari sestavile. Jaz sem že velikokrat v življenju, mi je bilo tako, ja, bi šla, ne bi šla, nekaj sem si želela in ko je bila stvar moj ja, se mi je zgodilo, da sem šla, vse se je odprlo, ampak je res bilo pomembno zame, da si priznam, evo, to je moj da nisem mencala na mestu, ja, pa se bi bilo fajn, ampak joj, ne vem, mogoče, ne, to mencanje v bistvu sami skreiramo, zato ker se ne odločimo, kaj je naš da, in v bistvu, če te kliče, veš, zato ker te odoznoter kliče, te teme so ti blizu, znake imaš vse povsod, da je to prava pot zate, in v bistvu preprosto samo izberi, to je moj ja, jaz na to grem in se ti bo vse sestavilo kot posledica tega. Če je pa to tvoj ne v tej točki, da te to zanima, ampak ne čutiš, da si še na tej točki pripravljena na to, pa nič hudega, ne, preprosto daj namero, da se sestavi, ko bo pravi čas. Zdenka sprašuje, kako so stari tečajniki. Joj, vse sorte. Da naučil cenem, vse ne vem čisto točno. Najmlajša mislim, da je bila stara, 19 let, najmlajša do zdaj, ki sem jo učila, najstarejša pa, po moje 70, da je bila najstarejša, kakor sem jo učila. Tako da imamo vse sorte. Ja, ta tečaj je res, pač, meni je to res blagoslov, da lahko to učim, no. Res se mi zdi, da zelo veliko lahko dam svetu skozi to, da vas to naučim in sem res srečna, ko vidim moje tečajnike, da kanalizirajo, da s tem pomagajo sebi in drugim in, a veste, živimo v svetu, v katerem potrebujemo več jasnosti, ne več ločenosti, ampak več enosti, več povezanosti, sami s sabo, med seboj in da bi živeli to življenje bolj povezani, da bi imeli lepše odnose, da bi bili bolj notranje in zunanje bogati, potrebujemo biti v stiku s svojim vodstvom. Zato, ker ko enkrat vzpostaviš stik s svojimi duhovnimi vodniki, se tvoj nivo življenja tako dvigne, neverjetno, koliko se dvigne. In, a veste, k meni hodi ogromno veliko podjetnikov. Jaz podjetnike učim te povezave in
To so iz velikih firm, iz zelo pomembnih položajev v Sloveniji in taki ljudje meni govorijo nazaj, kakšne spremembe se dogajajo v njihovem okolju, kako ena pa po ena oseba spreminja zavest te države, nas, a ne, in v bistvu mogoče je tvoje okolje manjše in imaš samo, ne vem, majhno skupnost okrog sebe, ampak si dana v to skupnost z velikim namenom, a ne. Nekateri ljudje so na odru, v smislu na vrhu nekih pozicij v nekih podjetjih in rabijo to jasnost. Nekateri ljudje nismo na takih pozicijah, smo v manjših pozicijah, ampak vsak, ne glede na to, kje ti v življenju si, ne glede na to, na kako veliko skupnost lahko vplivaš, že če vplivaš samo na svoje življenje in izboljšaš kvaliteto svojega življenja, si naredil največ, a ne, in v bistvu jaz sem ful počaščena, da pač ta moj tečaj najde pot do vas, da najde pot do ljudi, ki so na točki v življenju, ko potrebujejo biti bolj vodje svojega življenja in voditi ne iz uma, ampak iz povezave, a ne. Tako da v bistvu ta tečaj je namenjen tako začetnikom, kot tistim, ki so že na taki poti, a ne, ki so že na poti te prebuditve, a ne. Kot sem rekla, ta tečaj je namenjen vsem, ki si želite biti v svojem življenju pretočni, navdihovati druge, tudi če ste začetniki ali pa če ste že veliko stvari dali za sabo, pa imate že veliko mogoče kakšnih izobraževanj ali pa česa narejenega, ta tečaj vas bo še malo bolj dvignil, ker te dvigne iz tam, kjer ti si, te dvigne še en korak naprej.